Drage poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni na drugem dnevu Tedna možganov 2022, ki se že kot mnogo let odvija v tretjem marčevskem tednu v Mariboru, Ljubljani in pa tudi Novem mestu. V imenu organizacijske ekipe Tedna možganov se zahvaljujemo Vzajemni, Jansnu, Rošeju, Adria Labu, podjetju Zaloker in Zaloker, Fensu, Fundaciji Dana, Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, Moste, Polje in drugim sponzorjem ter donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov. Posebna zahvala gre tudi psihoterapevtski ambulanti Pamina za prostor, podjetju Sant Lorenz in vsem govorcem, ki so nam letos podarili svoj čas in znanje. Naj vas povabimo, da nas spremljate na socialnih omrežjih Facebook, Instagram ter tudi na spletni strani Tedna možganov www.tedenmožganov.si. Teden možganov je eden izmed mnogih projektov, ki so organizirani pod okriljem društva Sinapsa, Društva za nevroznanost Slovenije. Lepo vas vabimo, da tudi sledite društvu Sinapsa na družbenih omrežjih. Vabimo vas tudi na vse ostale dogodke, ki bodo potekali v tem tednu in rada bi še povedala, da vsi, ki organiziramo Teden možganov, smo prostovoljci. Podprete nas lahko s prostovoljnimi prispevki, ki jih zbiramo pri donacijski mizi, kjer si lahko ogledate tudi različna uporabna in lepa darila, ki jih prejmete v vaši donaciji. Sedaj pa bi rada predstavila današnjo predavateljico Mirjam Fašmon, magistro psihologije, ki nam bo danes odgovorila na vprašanje, če je hipnoza larifari. S hipnozo se je prvič srečala že tekom študija, intenzivno doživetje hipnoze pa jo je tudi tako navdušilo, da je opravila tečaj medicinske hipnoze v Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije. Hipnozo je preučevala tudi v sklopu svoje diplomske in magistrske naloge in mislim, da nam bo danes na zelo zanimiv način razjasnila ta mit, če je res tako larifari. Mirjam, lepo vabljena. Najlepša hvala. Evo, mislim, da se bo, upam, da se bo v redu slišalo. Mogoče si namestim edino tako malo drugače. Lep pozdrav, torej jaz sem Mirjam in pogovarjali se bomo o tem vprašanju, kaj sploh je hipnoza. Ste me že lepo predstavili, tako da se ne bi niti ponavljala. Večina znanj, ki bom povedala, večina literature je v bistvu zajeta tudi v tej magistrski nalogi, ki sem jo naredila pred kratkim, tako da bo večina literature tukaj, tudi strokovna. Včasih so še pa kakšne druge vsebine, ki so tudi potem navedene sproti. Sicer pa sem pred kratkim zaključila študij psihologije tukaj na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, sedaj pa delam v zdravstvu. Vprašali se bomo, zakaj je hipnoza sploh pomembna, zakaj je o njej smiselno govoriti, zakaj bi jo sploh znanstveno preučevali, kaj sploh je, nekaj mitov in pa nekaj resnic. Tu se lahko tudi sami preizkusite, kaj vi mislite, pa da vidimo, če boste imeli prav. Vprašali bomo, kako hipnoza deluje na psihološkem nivoju in na nekem nevrofiziološkem nivoju in kako ljudje doživljajo. Govorili bomo o tem, ali se ljudje razlikujemo v tem, kako močno smo lahko hipnotizirani in zakaj, kje se hipnoza uporablja, kdaj uporaba mogoče ni primerna, kaj lahko gre narobe, a je to neka rešitev za vse probleme, verjetno si že zdaj mislite, zagotovo ne. In kako lahko hipnozo merimo in pa znanstveno preučujemo. Predavanje je namenjeno, da traja tam 45 do 50 minut, potem pa je čas za vprašanja, za diskusijo. Jaz bom tudi vmes parkrat pogledala na uro, naj mi zameriti, da ne zavlačujem preveč. Verjetno smo se z pojmom hipnoza že srečali in velika verjetnost, da smo se z njim srečali v enih takih nekih drugačnih okoliščinah, kot pa mogoče tisti, ki hipnozo redno izvajamo. Naprimer z odrsko hipnozo, ker ljudje kar cepajo, potem ko slišijo pol minute hipnoze. Prav tako se hipnoza izvaja skupaj z nekaterimi, recimo temu vprašljivimi terapijami, recimo rebirthing ali pa tarot svetovanje, pa tudi hipnoza zraven pri istih izvajalcih. Ali pa spet hipnoza, neke druge terapije, tukaj tudi vidimo cene, da niso tako, da so kar
za uporabnika lahko kar drage. Ali pa hipnoza skupaj z recimo energijskimi seansami in tako naprej. Lahko se tudi vprašamo, kako izgleda izobraževanja hipnoze. Ne? Tudi to je nekaj, kar lahko daje hipnozi v bistvu slab sloves. Imamo izobraževanja, ki so na primer v celoti online, samo 4 vikendi za ceno 1500 do 2000 evrov. Izobraževanje, kjer se naučimo hipnoze v samo 2 srečanjih, popolnoma preko spleta, ali celo enodnevni tečaj hipnoze. Ne? Tudi tu se lahko vprašamo, ali res tu izvemo dovolj o hipnozi, kaj sploh lahko izvemo v enem dnevu. Mimogrede bonus tu pa je, da se bo človeka popeljalo v prejšnje življenje. Vidimo torej, da ima hipnoza se velikokrat povezuje z neko alternativno medicino in z nekimi takimi stvarmi, ki je dajo vtis, da je zelo neznanstvena. Hkrati pa se hipnoza uporablja tudi v zdravstvu, tudi v Sloveniji. Naprimer, v Sloveniji je bila že izvedena operacija pod hipnozo, tudi tu v bistvu tega poznamo, ki se je tu javil kot pacient, je tudi sam se ukvarja z hipnozo in jo že večkrat izkusil in je bil operiran, odstranili so mu nekaj lepotnih pik oziroma teh znamen, pri katerem je bila edina analgezija oziroma anestezija hipnoza. Tudi hipnoza je zelo priljubljena, ljudje jo iščejo na YouTubeu, iščejo na recimo raznih aplikacijah, naprimer pa v lanski raziskavi so posnetki samo za anksioznost in pa za nespečnost dosegali skoraj 20 milijonov ogledov, tako da se lahko vprašamo, po eni strani hipnoza jo vidimo v tako čudnih, v nekih čudnih okoliščinah, po drugi strani pa ljudje se zelo poslužujejo. Kaj je torej na njej? Zagotovo je vzrok, da ima hipnoza tako slabo ime, leži že malo v zgodovini. Že pred več tisočletji so ljudje spodbujali nek trans, torej so govorili neke besede, da bi ljudem pomagali. To so delali v različnih kulturah, od egipčanskih do nekih hindujskih, budističnih. Sodobna zgodovina hipnoze pa se začne v 18. stoletju. Takrat je Mesmer verjel, da lahko zdravi ljudi z magneti. Na telo jim je dajal magnete in jim razlagal, da se bodo počutili bolje. In pravzaprav je s tem spodbujal nek trans, to je bil nek ritual. Ljudje so si res opomogli, ampak kasneje se ugotavljajo, da magneti ne delujejo. On je bil označen za sleparja, nič ni v magnetih, da bi zdravilo ljudi. Kaj torej zdravi? Izkazalo se je, da v bistvu so bile zdravilne te besede, ki jih je on govoril. Bile pa so izrečene v enem posebnem stanju zavesti, ker je on z tem svojim ritualom v bistvu spodbudil na nek način stanje podobno transu. Hipnozo sta poskušala uporabljati tako Charcot kot Freud, veliko pa se je uporabljala v 20. stoletju. V prvi svetovni vojni ni bilo enih dobrih anestetikov in analgetikov, prav tako recimo v vojni v Vietnamu, v Koreji so bile potrebne, amputacije ali pa kakšne druge zahtevne operacije in ker niso imeli ničesar, s čimer bi lahko blažili to, so pogosto občasno uporabljali hipnozo. Tako je po teh vojnah oziroma ravno v času teh vojn v bistvu začelo hipnozo priznavati tudi neka medicina. Priznalo je britansko zdravniško združenje, pa ameriško zdravniško združenje, tudi papež med drugim. V Sloveniji pa se je hipnoza začela uporabljati takrat še v predprejšnjih državah na področju porodništva, pa tudi v psihologiji, kasneje pa tudi na drugih nekih zdravstvenih področjih. In leta 1979 je bila oblikovana sekcija, kateri se je delovalo približno 120 članov, zdravnikov in pa psihologov. Danes pa ta sekcija deluje znotraj Društva za medicinsko hipnozo Slovenije. Kaj torej je hipnoza danes? Danes hipnoza ni nek šamanski trans, ampak je stanje zavesti, ki zajema osredotočeno pozornost. Torej, da smo mi na besede hipnotizerja zares zelo pozorni, da namenimo vse, kar imamo, točno temu, kaj govori, temu, kaj doživljamo v našem telesu. Hkrati pa je zmanjšana periferna zavest. To je zavest za ene druge reči, za neke reči, ki so v okolju. Recimo, če nas oseba pri nas izvaja hipnoza, da res poslušamo to, kaj govori, ne pa prometa zunaj, ne ukvarjamo se s tem, kaj moramo kasneje kupiti v trgovini. In ko pridemo do tega stanja,
je naše odzivanje na sugestije povečano. Torej, dosti bolj te besede, ki jih oseba izreče, vplivajo na nas. Kasneje bomo še razložili bolj podrobno, zakaj. Poznamo izraze medicinska hipnoza, klinična hipnoza. To pomeni, da je hipnoza, ki se uporablja za neke zdravstvene težave. Poznamo pa tudi izraz hipnoterapija, tukaj pa je malo širši izraz, vezano to pomeni uporaba hipnoze tako za zdravstvene težave, kot pa sicer za tudi neko druge reči, ki človeku pomagajo. Naprimer, da se človek nekako napreduje, razvija, recimo v športu, športniki si vizualizirajo tekme že vnaprej, uporabljajo lahko hipnozo ali pa neke tehnike podobne hipnozi. To ni medicinska hipnoza, je pa na nek način hipnoterapija. Kaj mislite? Ali je hipnoza podobna spanju? Ne, zares. Beseda hipno sicer pomeni spanec, ampak pri hipnozi smo budni, se zavedamo in vemo, kaj se z nami dogaja. Je pa mogoče podobna spanju v tem smislu, da smo pa zelo sproščeni. Z medicinsko hipnozo si lahko hipnotiziran le, če se strinjaš. To drži. Nekdo ne more biti hipnotiziran proti svoji volji, tudi če bi teoretično bilo to možno, bi bilo seveda neetično. Iz hipnoze se lahko zbudiš, kadarkoli želiš. Seveda, tega ljudi zelo strah, preden prvič izkusijo hipnozo in jaz vedno rečem, tudi če bi zdaj jaz šla iz sobe ali pa doživela infarkt in umrla, vi ne bi zdaj tu ure in ure pač čakali, kaj bo, ne? Ampak bi najprej odprli eno oko, zakaj zdaj nehala govoriti, pa drugo, pa malo bi pogledali okolje. Torej, oseba ima še vedno nadzor, kadarkoli se lahko zbudi. Kar je zelo relevantno za drugo točko, da te hipnotizer lahko prisili v početje reči tudi nekako proti svoji volji. Tudi to je mit, Ljudje ne delamo reči proti svoji volji v hipnozi, ker se stalno zavedamo in če oseba reče nekaj, kar nam ni všeč, seveda to prekinemo. To si lahko predstavljate podobno kot recimo pilot, ki vozi letalo, zraven pa je kopilot, Tudi če vi zavestno predate nekomu krmilo od svoje zavesti, mu pustite, da on vodi, takoj, ko bi začel delati nekaj narobe, kaj vam ni všeč, bi vedno lahko prevzeli nadzor nazaj. Drugače bili hipnotizerji zelo bogati. Vsakemu bi rekli, nakažite mi ves svoj denar po hipnozi in potem to pozabite. Da se nekako ne dogaja. Po hipnozi se spomniš, kaj se je dogajalo. Načeloma je res, večina ljudi se spomni, kaj se je dogajalo, ne pa nujno vseh detajlov. Nekateri pa pozabijo ene podrobnosti, splošna slika pa jim še ostane. Človek je bodisi hipnotizabilen ali pa nehipnotizabilen. Torej, nekatere ljudi je možno hipnotizirati, drugih ni možno hipnotizirati. Tudi to si lahko mislimo, kako sposobni smo za hipnozo, je nek spekter. Skoraj vsi ljudi lahko vsaj malo hipnotiziramo, zelo pomembno pa je, koliko tukaj sami sodelujejo. Hipnoza pomaga pri večini težav, ni res, hipnoza pomaga samo pri težavah, ki imajo psihološko komponento, pa tudi v tem primeru ne pri vseh težavah. Tako da nekdo, ki bi želel vam to prodati, bi pač, to ni res, da hipnoza pomaga pri vseh težavah in ravno zato je tako pomembno, da je izvajan strokovnjak, ki ima široko področje znanj, različne tehnike, in pač reče, ok, za to specifično težavo bomo poskusili s hipnozo, za neko drugo težavo, pri drugi osebi bomo z nečim drugim. Hipnoza bolj deluje na psihično šibkejši. To je bilo eno prepričanje, ki so ga včasih imeli, ali pa da hipnoza samo na nekih bolj neumnih, manj inteligentnih ljudeh deluje. To ni res. Kot smo že izvedeli, se v hipnozo prostovoljno podamo in hkrati moramo sami vzdrževati pozornost. Tako da kvečjemu hipnoza bolj deluje na tistih, ki so psihično nekako močnejši in tudi nekako bolj inteligentni, ker sami pustijo, da ta proces teče, so zraven, prisotni, tako da je tudi to mit. Oseba lahko izvaja hipnozo sama na sebi. Kaj mislite? Lahko, temu rečemo samohipnoza ali avtohipnoza, seveda se moramo tega najprej tudi naučiti. Hipnoza se pogosto uporablja pri zasliševanju prič. V prejšnjem stoletju, sploh kakih 60-ih, 70-ih, so zelo upali, da bo forenzična hipnoza en presežek v forenziki. In ko so se zgodili kaki zločini, pa se priče niso spomnile vseh dogodkov, so jih za hipnozo poskušali spodbuditi, da bi se jih bolje spomnili.
ampak izkazalo se je, da to ni ravno najbolj zanesljivo, tako da se je hipnoza zato praktično nehala uporabljati. V res redkih primerih se še uporabi, ampak ni pa to pogosto. Pa tudi takrat, če se oseba nekaj prikliče pod hipnozo, to še vedno je treba preveriti. Potrebno, recimo, mogoče se oseba spomni registrskega avtomobila, registrske številke, ampak treba še ta avto najti, notri, ne vem, kri, morilsko orožje, karkoli. Torej, morajo biti fizični dokazi. Ta spomin pod hipnozo to ni dovolj. Ker so možni lažni spomini. To pa je res. Hipnoza lahko obudi lažne spomine. En primer je recimo medicinske sestre, kjer je to zelo opisala na Dan Kuhl, kako je šla na hipnozo zaradi travmatskih izkušenj in je en, mislim, psihiater, ne vem točno kdo, tako hipnotiziral, da je v bistvu v njej zbudil spomine, da je bila ona del satanističnega kulta in delala razne grozne stvari, mislim, tudi neke dojenčke morila in tako naprej, kar se sploh ni dogajalo. Ampak ker je on o tem govoril in jo tako spraševal in tako nagovarjal, se je ona spomnila. Tako da hipnoza lahko to obudi. Ravno zaradi tega se pri zasliševanju prič bi zelo težko uporabljala, oziroma kdor jo uporablja, mora biti res dober, da ne namerno ne spodbudi nekih lažnih spominov. Zadnja točka pa je, da je hipnoza neznanstvena. Kaj to sploh pomeni, da je nekaj neznanstveno? Jaz mislim, da hipnozo je možno znanstveno preučevati, tudi mi se bomo danes znanstveno o njej pogovarjali, tako da z tega vidika je znanstvena, je merljiva. Njeno izvajanje pa včasih je v skladu z nekimi strokovnimi standardi, ne pa vedno. Kot smo si pogledali nekaj prejšnjih primerov, ni nujno, da so vsi recimo in ponudniki hipnoze in vsi načini izvedbe v bistvu znanstveno potrjeni. Naprimer tudi nekateri želijo izvajati hipnozo za prehajanje v prejšnja življenja, ampak zato je potrebno najprej verjeti, da sploh obstajajo prejšnja življenja. To ni znanstveno potrjeno. Obljubila sem, da vam povem, kako deluje hipnoza. Tako da uporabljamo dve vrsti tehnik oziroma dve vrsti razmišljanja. Fiksacijske tehnike so tiste, kjer se osredotočimo na en dražljaj, naprimer na štetje ali pa na neko vizualizacijo, neko torej predstavljanje vizualnih reči. Takrat je ta visoka ena središčna pozornost. Hkrati pa uporabljamo relaksacijske tehnike, torej da se oseba sprošča, naprimer, če se osredotoči na dihanje, mora pa eni strani uporabljati fiksacijsko tehniko, ker šteje vdiha in jih opazuje, hkrati se pa ob tem zelo sprosti, pride do disociacije, torej do nekega občutka, da ni tako povezana s tem zunanjim svetom, zmanjša se ta periferna pozornost, torej na vse ostale dražljaje, kot smo prej omenili, recimo na promet, na neke vonje v okolju in neke skrbi. In ob vsem tem se zmanjšajo procesi inhibicije. Inhibitorni procesi so tisti, ko naši možgani rečejo ne, stop. Naprimer, jaz recimo, ne vem, vidim nekaj, kaj hočem vzeti, recimo neko sladkarijo, ampak vem, da bi jo drugi radi vzeli, moji možgani rečejo ne, stop. Jaz želim povedati nekomu nekaj, recimo nekaj, kar me teži, ampak ker se me skrbi, kaj bi si ta oseba lahko mislila, moji možgani rečejo ne, stop. To so inhibitorni procesi. In tukaj se ta inhibicija zmanjša. To kritično mišljenje med hipnozo se zmanjša, zaradi tega, ker pride do take zanimive kombinacije. Te relaksacijske tehnike na nek način naše možgane približajo kot enemu spancu, eni sproščenosti, takrat se tudi zmanjša kritično mišljenje, inhibicija, da lahko tudi sanjamo, ampak mi še vedno ostanemo budni, ker še vedno fiksiramo našo pozornost. In tako imajo te besede, ki jih oseba pove, dosti večji vpliv na nas. Pride tudi do zelo zanimivih pojavov. Recimo ideomotorika pomeni, da se telo giba v skladu z našimi mislimi oziroma z besedami hipnotizerja. Najbolj znano je to, da govori, da naša roka recimo postaja lahka in se roka dviga, ali pa da postaja težka in se roka spušča. Takrat torej naša motorika sledi tem idejam mislim. Podoživljanje pomeni, da se spomnimo neke reči iz preteklosti ali pa si lahko tudi kakšne druge reči in jo torej močno čustveno podoživimo. Recimo podoživljanje bi se lahko pojavilo, naprimer, če ima oseba fobijo pred letenjem, pred tem, da bi šla na letalo, pa je že enkrat bila na letalu, jo lahko mi recimo pod hipnozo
vprašamo, kako je bilo, ne, in bo to ona močno čustveno doživela. Asociacija je, da povežemo neka čustva z nečim drugim, naprimer stvarjo ali nekim spominom. Kar je pri hipnozi zanimivo, je tudi časovno izkrivljanje. To pomeni, da nimamo več tako dobrega občutka za čas. Večini ljudi, ko doživijo hipnozo, se zdi, da je minilo samo mogoče 5 minut, ko je v resnici trajala hipnoza 25-30 minut. Amnezija pomeni, da pozabimo nekatere reči, to je možno pod hipnozo, ali pa hiperamnezija, da se nekatere reči bolj podrobno spomnimo. To, kaj se bo zgodilo, odvisno tudi od tega, kaj nam oseba pove. Recimo, če ima nek človek anoreksijo ali pa kaj takega, mu lahko pod hipnozo povemo, da bo želel več jesti, da bo bolj lačen, da bo želel dobro poskrbeti za svoje telo in tako naprej. Ker pa vemo, da je anoreksija kompleksna motnja in ima ljudje zelo ambivalentne občutke do tega, lahko na koncu hipnoze rečemo, da bo to malo pozabil, hkrati pa še vedno delovalo na njega. To bi bil torej primer neke amnezije. Seveda pa vedno se moramo vprašati, ali je to sploh etično sprejemljivo. Recimo nekateri mogoče bi to delali, a vseeno se mi dela nekako ne bi, tako rekla osebe, naj pozabi na te stvari, kaj smo rekli. Razen če bi se vmes predhodno za to dogovorili. Uporabljajo, oziroma lahko pride tudi do regresije ali progresije. Regresija pomeni, da se spomnimo nekaterih trenutkov iz svoje preteklosti. Lahko se na nek način tudi naše delovanje za kratek čas vrne v to stanje. Nekateri se počutijo kot otrok ali pa celo dejansko, začnejo tvoriti v času hipnoze malo bolj preproste sestavke ali pa neka malo bolj otroška vedenja. S tem, da se medicinska hipnoza to redko uporablja, ker je zelo, zelo redko, kdaj je to sploh smiselno. Progresija pa pomeni, da si predstavljamo neke dogodke v prihodnosti, naprimer, da bi bil pred nami nek najstnik ali pa študent, ne bi vedel, kaj bi za sabo, kako vidi svoje življenje v prihodnosti, bi mu lahko ali pa ima neke pomembne odločitve, bi mu tukaj lahko pomagali, da si lažje predstavlja prihodnost. Posthipnotična sugestija pomeni, da damo sugestijo, ki deluje tudi po hipnozi, naprimer, da bo po hipnozi oseba, ki ima neke nezdrave navade, recimo, da kadi in bi rada nehala, bi rekli, da vedno, ko bo začutila željo po cigaretu, da bo namesto tega želela žvečiti čigumi, in bo šla čigumi žvečiti. Lahko pride tudi do halucinacij. Pozitivna halucinacija pomeni, da oseba vidi oziroma začuti reči, ki jih ni, naprimer vohanje gvon, ki ga ni. Mi rečemo, predstavlja si, da si v gozdu, lahko recimo slišiš ptiče ali pa vohaš, rože, kako cvetijo in si oseba to predstavlja, čeprav tega ni zares tukaj. Lahko pa pride tudi do negativne halucinacije, da oseba ne zazna reči, ki pa je prisotna. Recimo, to je en test za hipnozo, uporablja tudi to, da je v prostoru nekaj stolov, mislim, da recimo so 3 stoli in potem osebi dajo idejo, da sta samo 2, torej da dejansko enega izmed stolov ne vidi, torej negativna halucinacija. Ampak zelo, zelo redko, kateri ljudje dejansko pridejo do tega. Tako. Zdaj smo pa prišli že en del predavanja skozi in da ne bo čisto teoretično, si lahko naredimo eno vajo skupaj, tudi tisti, ki ste doma. Če jaz mimogrede rečem, da si predstavljate, da imate v ustih kos limone, verjetno to na vas ne bo delovalo. Zdaj pa si poskusite to zares predstavljati. Lahko si predstavljate, da doma prerežete limono, povohate, kakšen vonj ima. In si predstavljate, da en debel kos limone date v usta in ga žvečite. In si predstavljate, kakšen lahko kar čutite, kakšen okus ima, kak je kisla in še jo žvečite. In res čutite, kak kisla je ta limona. In če si to predstavljate še nekaj časa, se vam morda res začne bolj izločati slina, kot bi se vam sicer. Torej, to je nek učinek naših besed na telo, brez da bi bila limona tukaj resnično prisotna. Na podoben način deluje hipnoza, ampak ker so zraven še vse ti načini, ki zmanjšajo inhibicijo, ki nekako budijo domišljijske procese in slikovitost predstav, je seveda vse skupaj precej močnejše. Kako pa ljudje doživljajo hipnotski trans? Večina poroča o enih sproščujočih, prijetnih telesnih občutkih,
Nekateri tudi drugače zaznavajo svoje telo. Naprimer, če so sugestije za lahnost telesa, potem lahko dejansko začutijo, da je njihovo telo bolj lahko. Če pa hipnotizer govori, kako je vaše telo recimo težko, pa dejansko začutijo težo. Nekateri čutijo tudi mravljince, občutek lebdenja in podobno. Marsikdo drugače zaznava čas ali celo prostor, ker nekako pozabi, kje je. Nekateri imajo zelo močne slikovne predstave, torej si zelo dobro slikovno predstavljajo, kaj se dogaja. Drugi spet poročajo o spremembah v miselnem toku. Te spremembe so lahko tudi kdaj negativne, recimo, ko se hipnoza začne, osebe poročajo, da na začetku težko umirijo misli in se jim zdi, ojoj, zdaj pa moram biti resen, kaj moram zdaj narediti, da se moram osredotočiti, kaj pa tisto, ne smem misliti na tisto, kaj pa ne smem na ono, torej, se zelo težko umirijo. Včasih so tudi neke prisilne misli, recimo, da ljudem ali gre na smeh ali pa nekaj takega, ne? Ampak običajno je to zelo nekako prehodno. Fajn pa je tudi, da pred hipnozo, sploh pred skupinsko hipnozo, to ljudem povemo, ker potem si to lažje razložijo. Možni so čustveni odzivi, smeh recimo je en tak običajen odziv, to je v glavnem zaradi zadrege, sploh pri skupinski hipnozi ali pa pri tistih ljudeh, ki so prvič na hipnozi in seveda jim je nerodno, ne? Pri nekaterih pa celo jok, kar se ljudje težje razložijo, gre pa običajno za nek jok v smislu ali ganjenosti ali zaradi občutka varnosti, torej nek občutek sreče, ne? Marsikdo poroča, da je bilo to zanje izkušnja nečesa posebnega, nekaterim se zdi, da je kot spanec, da so marsikaj pozabili, možni so pa tudi neprijetni občutki. Lahko je to čisto fizično neudobje, ljudje, ko grejo recimo prvič na hipnozo in nikoli doma ne meditirajo, grejo potem neki lotosov set, v katerem ne morejo sedeti in potem ne vejo, naj se prestavijo, naj se ne prestavijo, ne? Vedno se je potrebno vsesti tako, da smo lahko tako pol ure. Nekatere ljudi je seveda strah, nekatere čutijo težave recimo z lastnim nadzorom, recimo jih zelo prestraši, ko reče hipnotizer, da bo, ne vem, zdaj pa ne morejo razkleniti rok ali pa zdaj njihovo telo težko in če dejansko tega čutijo, kot da ne morejo narediti, jim lahko postane zelo strah. Nekateri ljudje potrebujejo tudi dlje časa, da se prebudijo. Torej, hipnoza se običajno zaključi tako, da povemo, zdaj pa je čas, da se prebudite. Nekateri štejejo, nekateri recimo rečejo samo, da se njihovo telo razgiba in tako naprej. In večina ljudi se vedno na to prvo pobudo prebudi v roku pol minute ali pa minuti. Nekaterim pa čutijo, da so tako zelo v stresu, tako utrujeni, da res potrebujejo še to, da se niso pripravljeni vrniti nazaj. In pri tistih recimo je lahko potrebno, da še enkrat ali pa dvakrat ponovimo to, potem pa se tudi vedno vsi prebudijo. Tukaj pa je nekaj, ne vem koliko se vidi, no, nekaj iz moje raziskave, nekaj vtisov. Če je kdo tu od vas, mogoče z področja psihologije ali sorodnih ved, mu bodo ti izrazi znani. Pri hipnozi je zelo pomembna pozornost, kako smo pozorni na dražljaje, izvršilni procesi, torej delujejo procesi nadzorovanja našega miselnega toka, odločanja, spomin, prej smo recimo imeli lažni spomin, učenje, večkrat kot ponovimo hipnozo, bolj dobri bomo v njej, bolj nam bo šla, in pa podzavest. Tukaj se mogoče kdo tudi iz srednje šole spomni prispodobe ledene gore. Psihologi verjamemo, da je bistvo, oziroma načeloma, da se mi ne zavedamo čisto vseh naših misli, vseh naših idej, vseh naših vrednot, vseh naših prepričanj. Ampak verjamemo, da en del se zavedamo, imamo pa tudi prepričanja recimo o sebi, o drugih, ki niti ne vemo, da jih imamo, ali pa neke vrednote, ki niti ne vemo, da jih imamo. Temu rečemo, da gre za našo podzavest. In hipnoza v bistvu poskuša priti ravno do tega, da spreminja ta temeljna prepričanja. Prej, na primer, smo imeli anoreksijo, ne? Torej, recimo, da imamo osebo, ki verjame, da ni dovolj dobra, da je neprivlačna, da mogoče tudi njeno telo, recimo, da je debela in tako naprej. Mi lahko rečemo, tako mimogrede v pogovoru, pa ne, pa zelo si suha, preveč si suha, nehaj s tem, idi več jesti, pa sami vidimo, da to ne deluje, ne? Neke take besede niso dovolj.
ker se nismo dotaknili teh globih prepričanj na podzavestni ravni. Hipnoza pa poskuša priti ravno do tega in da osebo zares nekako notranje premaknemo in jo omogočimo, da pride iz takega začaranega kroga. Kako sploh izgleda recimo hipnoterapija, če bi vi hodili večkrat k nekemu terapevtu na hipnozo in kako izgleda hipnoza? Hipnoterapija pomeni, da se v prvi fazi spoznamo sploh za hipnozo. Torej, kdor hipnozo želi izvajati, hipnoterapeut jo naprej predstavi in nagovori torej vse neke skrbi in mite. Šele zatem se začne hipnoza, ki sledi s tem fazam, ki so tukaj v modrem. Najprej imamo indukcijo hipnoze, torej da jo pač začnemo z temi tehnikami, kot smo prej omenili, fiksacije in pa relaksacije. Sledi poglabljanje, torej ko smo hipnozo že začeli, naredimo še nekaj tehnik, zato da se to stanje poglobi, zdaj tukaj res mogoče ne bom šla preveč podrobno. In zatem podajamo sugestije, torej te besede, ki želimo, da vplivajo na osebo. Lahko so te vezane na težavo, na krepitev ega, torej na neko samozavest, na to, kaj bo oseba delala doma in tako naprej. Zatem pa je prebujanje in s tem se hipnoza zaključa. Te faze v modrem so vezane na samo hipnozo. Po hipnozi pa je tudi pogovor o tem, kako je bilo, kaj je oseba doživela, kaj bi lahko bilo drugič drugače in tako naprej. Tukaj je en graf, ki sem ga čisto jaz tako zelo mimogrede narisala, zdaj se za vsako pikico tu preveč zatakniti, ampak kar je tu bistvo pa je, da oseba, ki je recimo novinec, ki še nima veliko izkušenj z hipnozo, ima bolj plitev trans in se tudi vmes večkrat prebudi. Takoj, ko zunaj recimo nekaj poči, se prebudi, takoj, ko hipnotizer reče neko čudno besedo, se prebudi. Tista oseba, ki pa je bolj izkušena, pa tudi prej pride v hipnozo, se vmes manj prebuja in je tudi v enem globjem stanju. Če imate kakšno vprašanje, še kar ohranite do konca, bomo si še vzeli čas za to. Nenazadnje smo na dogodku sinapse, tako da se mi zdi tudi prav, da omenimo nevrofiziološke procese pri hipnozi. S tem tudi morate vedeti, jaz sem psihologinja, tako da ni za to popolnoma moje področje, sem si pa o tem veliko prebrala. Kaj se dogaja v naših možganih med hipnozo? Zelo odvisna je od tega, kaj je vsebina hipnoze. Prej smo rekli, na primer, da če si predstavljamo osebo, ki ima strah pred letanjem v letalu in mi poskušamo pri tej osebi, da si predstavlja, da samo gre na letališče, da si predstavlja v hipnozi, da gre na letalo in tako naprej, to ne bo ena sproščujoča prijetna hipnoza. To bo zelo težka hipnoza za to osebo. Večina hipnoz, ki pa izvajamo, pa je taka bolj enostavna, splošna, prijetna. Tako da so tudi ta raziskava, ki se me tukaj zajela, je vezana na eno tako hipnozo. V procesu indukcije, torej na začetku hipnoze, ko se človek osredotoča svojo pozornost, takrat se v bistvu dogaja aktivacija enih frontalnih pa frontolimbičnih struktur. V naših možganih se aktivnost poveča, oni se med hipnozo ne ugasnejo. In to so ravno ti predeli, ki so odgovorni za pozornost. Tukaj lahko vidimo, da pri osebah, ki so bolj sugestibilne, bolj dovzetne za hipnozo, ravno pride do zelo velike razlike. Stanje A je pred hipnozo, B pa je med hipnozo. Pri tistih, ki pa niso tako sugestibilni, pa že pred hipnozo in med hipnozo ni tako velikih razlik. Sledi poglabljanje pri hipnozi. Recimo takrat sproščamo, dajemo pozornost na neke prijetne občutke, bi radi torej, da se malo disociira, da se sprosti. Takrat pa v teh frontalnih predelih vidimo, da je delovanje zmanjšano, še posebej v levi hemisferi, je pa ta aktivnost, oziroma ti predeli so vezani na testiranje neke realnosti. Torej, predeli v naših možganih, ki so vezani na to, da se odločimo, kaj je zares, kaj ni, ravno tukaj se aktivnost zmanjša in ravno tukaj si mi sami dovolimo, da na nek način sanjarimo, da kot nam rekla, zdaj sanjamo zavestno, ampak dovolimo si, da naša domišljija se poveže z zavestjo. Kritično mišljenje, prav tako, sami si dovolimo tukaj malo zmanjšati kritično mišljenje. Izvršilne funkcije, torej funkcije vezane na neko odločanje, na vodenje procesov, zavestno načrtovanje, vse tukaj pride do ene inhibicije, kar pomeni, da se bolj odzivamo na sugestije, bolj je naše predstavljanje slikovito.
Seveda, kot sem omenila, si pa to mi sami dovolimo, če nam to ni všeč, če nas prestraši, se tukaj vedno lahko zavestno odločimo nazaj prevzeti krmilo in to prekinemo. V zadnji fazi hipnoze pred prebujanjem pa so podane sugestije za domišljijske predstave, a ne za neke recimo vizualne ali pa neke druge predstave. Tukaj vidimo aktivnost, a ne, ki je označena na teh predelih. Tudi prej sem jaz označila. V zadnjem predelu možganske skorje. Ti predeli pa so vezani na kodiranje informacij, vidnih, slušnih, taktilnih zaznav, a ne, v bistvu tako resničnih kot domišljijskih izkušenj. Torej, ko podajamo sugestije za domišljijske predstave, so aktivni tudi ti predeli. Kar je v bistvu logično, a ne. Zdaj, ko že nekaj vemo o hipnozi, vidimo, da je to, ta možganska aktivnost, ki smo jo videli, pravzaprav nesmiselna, pričakovana, oziroma se sklada z teorijami. Ampak, a pri vseh ljudeh to izgleda tako? Smo vsi ljudje enako dovzetni za hipnozo? Verjetno si že mislite, da nismo ravno vsi enako dobri v tem. Pomembna je genetika, naprimer sploh gen COMT, ki se ukvarja z presnovo dopamina, a ne. Ta presnova tudi se dogaja, mislim, to je pomembno tudi za delovanje možganov, izvršilne funkcije, delovni spomin. Prav tako so pomembni neki socialno-okoljski dejavniki, odnos družbe do hipnoze, ne. Če nam stalno pravi, recimo naša družba, da naše okolje, da to zagotovo nič ni, da je to nesmiselno, običajno se tudi težje potem sami nekako tako predamo hipnozi, ne. Ni pa nujno. Recimo tudi v moji raziskavi en povedal, da je prišel zelo skeptičen tukaj in ga je zelo presenetilo, da je tako delovala hipnoza na njega, da kar več noče iti, ker si ne upa. Tako da ni nujno, ne, da zdaj, če je družba proti temu, da potem posameznik pa ne more biti hipnotiziran. In pa čisto fizični prostor, kjer se hipnoza dogaja, pomembno je, da je čim manj moten in tako naprej. In pa eni dejavniki povezani z motivacijo. Ali oseba sploh želi izkusiti hipnozo, če ne želi, niti nima smisla, da bi silili. Sicer teorija navaja neke tehnike za ljudi, ki ne želijo biti hipnotizirani, ampak meni se zdi neetično, da bi potem sploh jih silili, ne. So veliko drugih tehnik, bi mogel imeti strokovnjak na voljo, da lahko preizkusi marsikaj. Kar je bolj zanimivo vprašanje je, a se oseba želi pozdraviti. V realnosti se dogaja, da imamo ljudje lahko od bolezni ene koristi. Lahko imamo eno pozornost sorodnikov, lahko imamo nek čas za sebe, a ne, mogoče ne rabimo iti v službo in tako dalje, da si mislimo, da se želimo pozdraviti, v resnici pa smo malo ambivalentni do tega ali pa nam kar paše biti bolani. Tako da se je tudi tu izkazalo, da pod hipnozo so tudi, ko so ravno ti predeli, a ne, inhibicije zmanjšani, so ljudi vprašali, pa se vi želite pozdraviti, pa so takrat pod hipnozo povedali, da pravzaprav ne čisto, oziroma da imajo razloge, da ostajajo v takem stanju. Tako da je ta motivacija tudi zelo pomemben dejavnik. Seveda osebnost, koliko je neka domišljija vključena v osebnostne procese, koliko smo nagnjeni k sanjarjenju, neka slikovitost, kreativnost, medtem ko kakšni drugi osebnostni dejavniki se pa tukaj niso toliko povezovali z hipnozo, kot bi mogoče zdaj psihologi imeli v mislih. Kar je pomembno, so še eni dejavniki vezani na naše razmišljanje, kako fleksibilno je naše razmišljanje, torej, ali smo možni preklopiti iz enih nekih zahtevnih miselnih nalog na druge, iz drugih nalog na tretje, ne. Bolj kot smo tukaj fleksibilni, lažje nam bo hipnoza, ker bomo bolj vedeli, kaj je potrebno. Ali pa na primer, če oseba reče nekaj, kaj se z nami ne sklada, recimo, da smo mi, ne vem, da je tečaj ali pa delavnica hipnoze, kjer so recimo sami moški, pa ena ženska in jaz govorim v moškem jeziku, ne, predstavljaj si, da si šel tja, neki ženski recimo lahko to zelo težko, da si mora to pretvoriti za sebe, nekaterim pa je to zelo lahko, ne. Bolj kot si znamo sami tukaj nekaj uravnati, lažje je. Ali pa na primer, da jaz rečem, ja, predstavljajte si, da ste vi na enem čudovitem kraju, da ste na plaži, vam je pa ravno plaža na grozni kraj in sovražite plaže, ne. Zdaj, če imate tu možnost neke kognitivne fleksibilnosti, lahko sami za sebe si rečete, v redu, jaz sem pa recimo v gozdu, to imam jaz rad, a ne. Nekdo, ki pa tega ni zmožen, pa težje naredi ta preklop in mu je tudi težje.
Od teh kognitivnih dejavnikov je pomembno tudi, koliko smo sposobni vzdrževati pozornost, kako močna je, in pa nekateri nevrokognitivni dejavniki, recimo prav tako fleksibilnost in, kar je tudi zanimivo, zmožnost nadzorovanja spanca. Ljudje, ki tudi in hitreje zaspijo in se zbudijo v ustreznem času in pač imajo en dober spalni ritem, ki se ga zmožni nadzorovati, tisti imajo tudi se bolje odzivajo na hipnozo. Mislim, kar se meni zdi, da je to pač povedano za nekim splošnim boljšim možganskim funkcioniranjem ali pa celo telesnim. Od nevrofizioloških dejavnikov, koliko vas to zanima, bomo šli bolj recimo ne preveč na dolgo tu šli skozi. EEG je ena mera možganska, ki nam opiše možgansko valovanje. Tisti, ki to poznate, torej ta teta ritem, pač ena posebna vrsta možganskega valovanja, se bolj povezuje z dovzetnostjo za hipnozo, ljudje, ki imajo pogosteje te možganske valove. Prav tako je ena EEG mera omega kompleksnost, koliko so naši možganski procesi, ko naši možgani delujejo, koliko so specifični, koliko so vezani na en del možganov. Če mi znamo dobro, nekako, če je naša aktivnost lokalno specifična, torej, ko delamo to nalogo, dela ta del možganov, ko delamo drugo nalogo, dela drugi del možganov, to se bolj povezuje z nekim boljšim kognitivnim funkcioniranjem in tudi z dovzetnostjo za hipnozo. Če je naša aktivnost stalno razpršena, ne glede na to, kaj delamo, v bistvu nismo tako uspešni. Prav tako se s hipnozo povezuje neka učinkovitost frontalnega režnja, kot smo že prej povedali, to so deli odgovorni za recimo pozornost, ne pa leva in desna možganska polobla. To so včasih ljudje mislili, da zdaj ena možganska polovica je računska, ena pa je ustvarjalna, in če smo zdaj bolj mislili z desno možgansko polovico, potem je bolj hipnotizabilni. To ni res, ni tako preprosto. Čisto strukturno pa se z dovzetnostjo za hipnozo povezuje velikost rostruma, koncentracija živčnega prenašalca GABA v anteriornem cingulatnem korteksu in pa oksiganacija določenih možganskih predelov. Tako da smo bili malo bolj strokovni, zdaj pa upam, da imamo kaj malo manj. Tako, zdaj pa nekaj, kar je spet malo bolj mogoče zanimivo. Kdaj in kje je hipnoza sploh uporabna? Malo smo videli o tem, kaj je in kako deluje, zdaj pa, kje jo lahko uporabimo? Naprimer v raziskovanju. Intrinzične študije so tiste, ki raziskujejo hipnozo sama po sebi. To, kar smo zamenjali, ki se ukvarjajo s tem, kako hipnoza deluje, kdo je bolj dovzeten, kakšna je možganska aktivnost. Kje pa je hipnoza še zelo uporabna, pa je tudi pri tistih študijah, ki jo v bistvu uporabljajo kot neko sredstvo. Hipnoza nam omogoča, da opazujemo ene psihiatrične fenomene v nekih nadzorovanih okoliščinah. Mi, če imamo pacienta z recimo z shizofrenijo, z nekimi naprimer blodnjami ali halucinacijami, tega pacienta težko damo med tem, ko to doživlja v magnetno resonanco in opazujemo, kaj se pri njemu dogaja. Med drugim tudi, ker je zelo klaustrofobično, tam moraš biti v tem malem prostoru, medtem ko na ljudeh, ki so pa pripravljeni, recimo pod hipnozo, pa jim lahko in so tudi mentalno stabilni, in pa lahko spodbudimo neke take fenomene in opazujemo dogajanje. Seveda moramo pa biti zelo pozorni, da ne rečemo, dobro, pri psihiatričnih pacientih je pa onoma enako, če eni imajo motnje, eni pa nimajo. Prav tako pa nam hipnozo lahko uporabljamo, da si raziščemo eno delovanje naših možganov. Uporabna pa je tudi na področju zdravja. To, kar smo prej omenili, medicinska hipnoza oziroma hipnoterapija. Na področju telesnega, na zdravje, na področju telesnega zdravja se lahko na teh navedenih področjih tukaj uporablja. Ponekod so raziskave zelo dokončne, recimo zanimivo je za sindrom razdražljivega črevesja, tukaj je hipnoza zelo lahko koristna, v kakem porodništvu in tako naprej, za nekatere reči pa se še raziskuje. Tudi recimo, kaj če tu vidimo onkologija, to ne pomeni, da mi lahko zdravimo raka s hipnozo, niti približno, ampak se tukaj hipnoza lahko uporablja kot podporna terapija. Torej, ko se oseba sooča recimo z slabostjo, zaradi kemoterapije, tukaj pa je hipnoza uporabna. Ali pa celo, če se sooča z neko lastno smrtnostjo, z nekimi eksistencialnimi vprašanji, če potrebuje pomiritev, tukaj tudi je hipnoza uporabna.
Kaj pa je mogoče meni malo bližje, pa je uporaba hipnoze na področju duševnega zdravja. Po eni strani jo lahko uporabljamo samo, da krepimo neke reči, neke vidike osebnosti, ki so pri nekom šibke, recimo samozavest. Lahko pa se uporablja pri duševnih boleznih in pri motnjah. Za anksioznost, zato ker omogoča pač velik občutek sproščenosti, podobno tudi za neke druge motnje povezane z anksioznostjo, kot so panične motnje in fobije. Lahko se uporablja pri depresiji, s tem, da je tukaj potrebno biti zelo previden, ker imamo veliko kontraindikacijo, tukaj še bomo kasneje omenili, pri motnjah hranjenja, obsesivno-kompulzivni motnji, posttraumatski stresni motnji in tako naprej. Prav tako se pa lahko uporablja na področju nekega duševnega zdravja, ko ne gre za specifične motnje, ampak naprimer za težave v odnosih, neke težave povezane s stresom, z razvadami, odvisnostmi in tako naprej. Tudi naprimer v kakšnem svetovanju, pri žalovanjah, travmah in podobno. Prav tako se hipnoza lahko uporablja pri delu z otroci. Ko gre za mlajše otroke, to bolj v smislu samo nekih pravljic, nekih predstav, pri starejših otrocih, najstnikih, pa je lahko že pač klasična struktura hipnoze. Tako pri zgoraj naštetih zadevah, kot pri nekaterih težavah, ki so specifične, pa še posebej za otroke. Tudi tukaj je treba vedeti, v nekaterih primerih je hipnoza lahko smiselna kot podporna terapija. Recimo, če ima nekdo motnjo avtističnega spektra, ga mi s hipnozo ne bomo pozdravili. Mislim, niti avtizma tudi sicer ne rečemo, da bi ga pozdravili. Lahko pa pripomagamo osebi, da si recimo lažje postavlja cilje, organizira, neko prihodnost si zamisli, da se zmanjša kakšna tesnoba pri delovanju z vrstniki in tako naprej. Medicinska hipnoza niti približno ne deluje v vseh primerih. Zelo pomembno je, da ima posameznik sploh ustrezne kognitivne kapacitete. Pri malih otrocih ali pa pri pacientih, ki imajo neko duševno manj razvitost, recimo Downov sindrom, da težko ohranijo pozornost, da imajo neke demence in tako naprej. Tukaj hipnoza, tu nima niti teh kapacitet, da bi sploh sledili hipnozi in sploh ne deluje. Ali pa takrat, ko je pač težava, ni takšna, da bi jo bilo smiselno reševati za hipnozo, torej da nima neke psihološke komponente. Indikacije za hipnozo so tako vezane tako na težavo kot na osebo, kot smo že imeli glede kognitivnih kapacitet, glede interesa in pa da ima ustrezen odnos do hipnoze. Imamo ljudi, ki bi prišli na hipnozo zato, da bi se naučili izvajati na drugih, potem ko bi jo sami dvakrat doživeli, kar je potrebno preveriti, ali pa ljudi, ki bi od hipnoze pričakovali preveč, to ni nobena čarobna palčka, tako da je tukaj potrebno govoriti o pričakovanjih. Prav tako je zelo pomembno, da je izvajalec hipnoze na svojem področju strokovnjak, recimo jaz, kot psiholog, jaz ne bi uporabljala hipnoze na nekih težavah, ki so zelo vezane na telo. Razen, če bi delovala v timu skupaj z nekimi recimo zdravniki ali pa z nekimi drugimi strokovnjaki, da bi spovedala, ali je smiselna uporaba hipnoze. Ker predstavljajte si, da pride do mene recimo nek moj družinski član in reče, ja, mene tako že treba boli zadnjo uro, da naredi, ali pa zadnjih par ur naredi eno hipnozo, da imam manj bolel. Jaz se lahko naredim. In trebuh lahko manj boli, ampak kaj, če ima ta oseba, recimo vnetje slepiča ali pa kaj takega, torej je potrebno se dobro pozanimati o težavi, preden bi pač izvedli hipnozo. In potrebno je poznati področje. Kar je zelo pomembna kontraindikacija, torej vzrok, da hipnoze ne delamo, je samomorilna ogroženost. Kajti oseba, ki razmišlja o samomoru, je pogosto že na tej ravni, da ve, da bi ga rada naredila, ima mogoče že nek tudi načrt ali pa neko, pismo in tako naprej. Manjka pa ji še tisti zadnji val energije, da se za to res odloči. In če mi s tako osebo naredimo hipnozo, ji lahko damo ravno to energijo, ravno to pomirjenost z odločitvijo, da jo spodbudimo do tega, da zares poskusi narediti samomor. Prav tako je hipnoza absolutno neprimerna pri osebah, ki imajo psihotične motnje ali simptome, shizofrenijo in tako dalje. To so ljudje, ki že sicer niso dovolj na realnih tleh,
ki jih je treba prizemljiti, jih je treba na ta svet vrniti, ne pa da spodbujamo neko razmišljanje, kjer se mešata domišljija in zavest. Seveda pa ni ustrezno, da bi oseba prišla na hipnozo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih substanc. Tako se že bližamo zaključku. Delovanje hipnoze, recimo v tem društvu za medicinsko hipnozo Slovenija ureja etični kodeks, nažalost pa to področje v Sloveniji ni zakonsko regulirano, lahko jo izvaja kdorkoli na kakršenkoli način želi, kar je v bistvu velika škoda. Ali se da hipnozo meriti? To je naše zadnje vprašanje. Za hipnozo se lahko uporabljajo testi vedenja. Recimo en znan je Stanfordski test, kjer je 12 nalog, ali mislim, da je 10, mislim, da je 12. Najprej je sugestija, da se oseba, torej pač sugestija za različne stvari, da se torej sproščujoče usedejo, da se jim zaprejo oči, da se jim roka pada in tako naprej. To delajo in gledajo, do katere točke pride človek, na katere sugestije se še odzove. Na te začetne sugestije se večina ljudi odzove, zadnje so pa, ne vem, posthipnotične sugestije, te halucinacije, ki smo jih prej omenjali, negativne, pozabljanje in tako naprej. Večina ljudi ne pride do te točke. Torej možnost za hipnozo je pač v bistvu nek spekter. Uporabljajo se vprašalniki samoporočanja, da nam ljudje sami poročajo, kako globoko so bili hipnotizirani. Tu imamo v bistvu dve vrsti mer. Ene so indirektne, da jih pač čisto neposredno vprašamo od 0 do 10, kako globoko ste bili hipnotizirani. Druge so pa bolj posredne. Zdaj vprašamo, ali ste čutili mravljince, ali ste, ne vem, ono, drugo, tretje in recimo to značijo dane ali pa 0 do 5 ali pa kaj takega. Prav tako se za hipnozo uporabljajo nevrofiziološke mere, EEG ali pa funkcionalna magnetna resonanca sta nekako najbolj pogosti. En tak primer raziskave sem recimo naredila tudi jaz v svoji magistrski nalogi, kjer me je zanimalo, ali lahko ene 3 take osebnostno-kognitivne lastnosti napovedujejo globino hipnoze. Absorpcija pomeni, da se človek res nekako vživi v reči, da absorbira vse, kar se okrog njega dogaja. Disociacija pomeni, da lahko nekako se odtuji od recimo nekako tega sveta, tega prostora, da se počuti malo ločeno od tega, in pa sugestibilnost, da se odzove na nekakve besede, vedenje in tako naprej drugih. Zanimala me, torej te 3 lastnosti se povezujejo z globino hipnoze in tako sem oblikovala eno delavnico, kjer sem hipnozo predstavila in izvedla. Tukaj sodelovali so 103 udeleženci. Videli smo, da da je globina hipnoze res bila pač neka razlika. Pred hipnozo sem vprašala ljudi, kakšno je vaše stanje zavesti od 0 do 10. 10 bi bilo pač zelo nek globok trans. Skoraj vsi so se označili za 0, me pa presenetilo v bistvu, da nekateri so se že preden smo začeli označili za 1 ali pa celo z 2 ali 3, ne vem, mogoče so bili zaspani ali pa kaj takega. Med hipnozo pa se noben ni označil za 1, vsi so se od 1 do 10 označili, torej je bila neka razlika. V povprečju je bila ta razlika 4,5. Prav tako sem jih vprašala, da se opredelijo do enih postavk, recimo, da je bila izkušnja, ne vem, da jih je navdušila, da se sploh niso zavedali, da sodelujejo v raziskavi na nekaj trenutkov in tako naprej. Tukaj so se tudi opredelili pač večina z neka normalna porazdelitev, večina torej nekje srednje. V glavnem, kaj to pove je, da so doživeli neko drugo stanje zavesti, neko globino. In tudi te obe meri globine hipnoze sta se med sabo precej povezovali. Medtem ko pa te 3 lastnosti pa niso napovedovale globine. Torej, so imeli drugačno stanje zavesti, ampak ni bilo odvisno od tega, kaj sem jaz mislila o teh 3 lastnosti. Vprašala sem jih tudi, kako ste to doživljali in so podali proste odgovore. Največ jih je govorilo o nekih splošnih pozitivnih izkušnjah in pa o sproščenosti. Tako da v bistvu prve 3 hipoteze so se potrdila, da so doživeli eno drugačno stanje zavesti, neodvisno pa od tega, pač nisem pa mogla jaz pojasniti s temi lastnostmi, absorpcijo, disociacijo ali sugestibilnostjo. Zdaj pa smo prišli do konca in me zanima, kolikor imate kakšna vprašanja, z veseljem odgovorim na njih. Prosim.
Kje je pol meja oziroma razlika med vodeno meditacijo pa hipnozo? Vodena meditacija, vodena imaginacija so izrazi, ki jih pogosto srečamo. Zagotovo je nekaj podobnosti tukaj. To, da poskušamo neko svojo domišljijo uporabiti, da se sprostimo, da nam neka oseba govori, v bistvu, kaj delamo. Glavna razlika pa je to, da je hipnoza, tukaj so sugestije vseeno bolj specifične, bolj so vezane na neke, recimo, ali zdravstvene simptome, ali pa na nek cilj. Hipnoza ima načeloma cilj. Z hipnozo želimo, recimo, ne vem, zmanjšati bolečino, in gremo posebej v to. Oseba si lahko zamisli svojo bolečino na neki uri z nekimi kazalci in jo poskuša zmanjšati. Ali pa če ima bolečino, recimo, v roki, poskušamo narediti, ali da roko kot predstavlja si, da da v hladno vodo in da potem to pomaga zmanjšati bolečino. Torej, hipnoza je dosti bolj konkretna. Na nek način pri takih vodenih zadevah je skoraj vseeno, kaj misliš, kaj si zamisliš, pač fajn je, da slediš osebi, ne? Tukaj pa je res bolj pomembno, da pa sledimo tem sugestijam. Bi še kaj dodala ali sem to v redu razložila? Hvala. Ok, prosim. Okay, če bi vas zanimalo še kaj drugega, še mogoče pol minute, minuta. Tako, sicer pa literatura, kot sem omenila, večinoma je vse zajeto v tej moji zaključni nalogi, vse, kar je ostalo, kaj sem pa govorila, kar pa ni tukaj zajeto, pa je navedeno sproti, če bi si želeli pogledati. Tako da se vam najlepše zahvaljujem za pozornost. Sem videla, da ste bili zelo pozorni, ste me fajn poslušali, tako da sem tudi jaz uživala, ko sem lahko tukaj predavala.